Na sliki desno vidimo, kako je v pivovarstvu ogljični odtis tudi ovrednoten. Ti podatki so sicer stari iz leta 2018, pa vendarle kažejo na neka razmerja, kako so v posameznem segmentu oblikovani, se pravi, na kakšno posamezni segmenti, na kakšen način oblikujejo ogljični odtis v pivovarski industriji. Vidimo, da je področje pakiranja oziroma sama tehnologija pakiranja vrednotena na visokem relativnem deležu. Nekako ocenjujemo, da predstavlja kar 31% tehnologija pakiranja doprinos k celostnem oziroma skupnem ogljičnemu odtisu. Kateri parametri so glavni za ovrednotenje trajnostnega vidika embalažnega materiala? Če se orientiramo na parameter emisije ogljikovega dioksida, so rezultati naslednji, koliko tudi vidimo na levi sliki. Najmanjši ogljični odtis predstavlja embalaža, ki je v sistemu kroženja, torej tista, ki se uporabi večkrat. V našem primeru to pomeni, da imajo najnižji ogljični odtis povratne steklenice oziroma tudi sodi, v katerih se tudi ponuja točeno pivo. Najvišji ogljični odtis predstavljajo nepovratna embalaža, to so nepovratne steklenice, ter tudi pločevinke. Na primer plastika kot embalažni material nima velike vrednosti CO2 ekvivalenta, vendar je pa njen glavni izziv njena reciklabilnost. Trenutno se namreč premajhen delež odpadne embalaže ločeno zbere, sortira in tudi reciklira. Zato ta material predstavlja velik izziv za njegovo ponovno uporabo.